Seveda, tako kot vedno, lepa hvala, da ste si vzeli čas, da ste prišli na naš današnji dogodek. Še posebej smo ga veseli, zato ker tokrat predstavljamo našo novo številko revije Dileme. To je številka, ki je išla ob koncu lanskega leta. Druga številka revije Dileme, ki jo ureja dr. Renato Podbecič skupaj z uredniškim odborom. In tokrat smo se odločili, da jo posvetimo življenjskemu jubileju naše drage prijateljice, kolegice, sodelavke, dr. Tamare Grisar-Pečar. In tako je nastala ena lepa revija, v kateri objavljajo poleg naših sodelavcev tudi drugi, recimo dvojni dr. Igor Grdina, dr. Tomaž Kladnik in drugi. In o tej številki revije Dileme nam bo naša kolegica dr. Jelka Piškorič več povedala, potem pa se bo njen urednik dr. Renato Podbecič pogovarjal z Tamaro Grisar-Pečar. Naj v koncu tega mojega kratkega uvoda rečem samo še tole. Sem nekaj o naši dragi sodelavki napisala v samih dilemah in bom kar prebrala, če dovolite. Strokovna dejavnost Tamare Grisar-Pečar je zelo široka in sega na različna območja. Od objavljanja monografij, razprav, znanstvene kritike, predavanj na znanstvenih simpozijih in strokovnih posvetih, do članstva v različnih strokovnih komisijah. Tako je spoštovana kolegica ravno včeraj bila na komisiji za ocenjevanje teh prijav na raziskovalne projekte pri Agenciji za raziskovalno dejavnost Slovenije. Pa bo tako za mentorje, pa bo sama več o tem kaj povedala kasneje. In izjemno pomembno je seveda, da je pri tem svojem delu aktivna tudi na pedagoškem področju, torej pri prenašanju znanja na mlade rodove. Ali je pri tem resignirana ali navdušena, vam bo tudi sama povedala. Jaz bi pa samo še to rekla z besedami, ki sem jih zapisala. Tamara Grisar-Pečar je ne samo odlična znanstvenica, ampak s svojim delom povezuje tudi znanstveno sodelovanje Slovenije z evropskim in svetovnim prostorom. In s tem je aktivno prispevala tudi k večji prepoznavnosti Slovenije in pa slovenskega zgodovinopisja v svetu. In seveda, tako kot smo lani in tudi sedaj in vedno sodelavci Študijskega centra za narodno spravo želimo vse najboljše, draga Tamara, veliko zdravja, veliko moči, veliko korajže, kot pravimo na Gorenjskem. Bog te živi. Pred nami je v bistvu zelo pestra in razgibana številka dilem. Uvodnik je napisala direktorica dr. Andreja Valic-Zver, posvečen dr. Tamari Grisar-Pečar ob njenem življenjskem jubileju. Temu pa sledijo vsebinsko bogate razprave. Prvi je dr. Milko Mikola, ki nam predstavi podjetniško dejavnost celjskih industrialcev Bestnov, in sicer od leta 1894, od ustanovitve podjetja, pa potem do leta 1945, ko je bilo podjetje zaplenjeno. Druga je sodelavka Mirjam Dujo-Jurjevčič, ki nadaljuje sklop revolucionarnega nasilja, ki se mu posvečajo nekateri naši sodelavci. Tokrat je predstavila revolucionarno nasilje na Bloški planoti v letu 1942, ko je bilo to revolucionarno nasilje tudi najhujše. Tretji je naš mladi sodelavec Miha Drobnič, ki nam predstavi delovanje taborišča Šentvid, oznjenega taborišča za vojne ujetnike, ki je bil ustanovljen maja 1945. Miha se je s tem podrobno ukvarjal tudi v svoji magistrski nalogi. Njemu sledi dr. Damjan Hančič, ki predstavi odnos kamniške partije do verskih skupin na območju Kamnika v prvih povojnih letih. Gre zlasti za odnos do katoliške cerkve in nekoliko tudi odnos
do Jehovovih prič. In zadnji v tem sklopu je moj prispevek o upravni ureditvi Ljubljane in o postopnem oblikovanju 5 ljubljanskih občin, kot smo jih poznali. In te občine so nastajale postopoma med letoma 1952 in 1963. Potem pa sledita 2 predstavitvi zgodovinskih virov. Prva predstavitev je prispeval dr. Renato Podbersič. Predstavil je zelo zanimive spomine Srečka Šuligoja na aretacijo tedanjega goriškega škofa Margotija maja 1945 in na prelomne dogodke v tistih majskih dnevih. Drugi je pa tudi zelo zanimiv prispevek dr. Igorja Grdine, ki pa analizira zapisnik 3. seje sekcije Marksističnega centra Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije za idejno vprašanje zgodovinopisja iz leta 1978 in gre pa v bistvu za politično razpravo o knjigi Dušana Hermannerja. Predstavitvi zgodovinskih virov sledita še 2 recenziji. Prvo recenzijo je prispeval dr. Tomaž Hladnik in gre za knjigo Blaža Torkarja in Miha Kuharja Zadnja bitka na Soči 1917. Išla je v Horjevi založbi Celovec. Drugo recenzijo sem prispevala pa jaz. Gre pa za zelo zanimivo knjigo iz etnološkega področja Marjeta Pisk, Vi čuvari ste obmejni, pesemska ustvarjalnost goriških brd v procesih nacionalizacije kulture in v bistvu obe knjigi priporočamo v branje. Toliko na kratko o vsebini revije, zdaj pa besedo prepuščam dr. Renatu Podbersiču in dr. Tamari Griser-Pečar. Hvala kolegici Jelki, tudi članici uredniškega odbora revije Dileme za uvod in predstavitev tokratne številke, ki je že 3. po vrsti in druga v letu 2018. V letu 2019 bomo nadaljevali, imamo namen nadaljevati z izdajanjem, tudi letos bosta predvidoma išli 2 številki. Prva, predvidoma junija, bo išla in je posvečena bo posvečena dr. Lovru Šturmu. Kaj ne rečemo? Čast mi je, da lahko sodelujem v pogovoru z mojo sosedo na levi strani, dr. Tamaro Griser-Pečar. V imenu obeh vas vse skupaj lepo pozdravljam, tako člane uredniškega odbora, ki so med nami kot kolege zgodovinarje, predstavnike 7. sile, in pa tudi vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, ki ste prišli izkazati spoštovanje s svojim obiskom današnji naši gosti. Pravzaprav ni ravno gostja, ker je v teh prostorih se počuti kot doma. Se nam je zdelo prav, da čeprav je poteklo že nekaj časa od njenega okroglega življenjskega jubileja, Tamara se je namreč rodila včeraj, se nam zdelo prav, da posvetimo ji tokratno številko Dilem, kajti Tamara je bila ena izmed tistih slovenskih zgodovinark, ki je orala ledino na področju raziskovanja totalitarizmov, vprašanja človekovih pravic, raznih odklonov v dolgem 20. stoletju zlasti in tudi na Slovenskem. Torej, Tamara, hvala, da si tukaj danes z nami. S Tamaro se kar nekaj let že poznava, sodelujeva, ne samo poklicno, tudi osebno, jo zelo cenim, bom takoj povedal. In je nekako, ko sem jo povaral, če naj se danes vikava, je rekla, dejno, zaradi mene pa že ne. Tako da brez zamere, ampak bova se s Tamaro tikala kot v vsakdanjem življenju. Mislim, da bo pogovor tako bolj sproščen. Tamara je bila ena tistih, ki je v svojih začetkih v genezi podprla nastajanje revije Dileme, tudi sodeluje, razen tokratne številke, ki tega nismo dovolili, ker je pač slavljenka, malo za šalo, malo za res. Drugače pa je izredno plodovita zgodovinarka. Bila je rojena v Ljubljani, kot smo rekli včeraj. Sicer ima močan štajerski pedigre v svojem sorodstvu. Živela je tako v prestolnici Slovenije kot na obali in potem od svojih najstniških let
razpeta med New York, Pariz do doktorata na univerzi na Dunaju. To je bilo pa že davno nazaj. No, doktorirala je in s tem tudi nakazala nekako to kontinuiteto ljubezni z domačimi kraji na tematiko odnosa deželne vlade, slovenske deželne ali ljubljanske deželne vlade, bolj pravilno rečeno, do koroškega vprašanja. Že takrat, tu govorimo o 70 letih, je bila ena prvih, ki je raziskovala v tedanjih beograjskih arhivih. Seveda je imela ta privilegij, da je imela tuji potni list in je bilo to mogoče prednost prej kot kakšna druga lastnost. Torej, za njo je značilno, da je erudit, da je pozitivist v dobri, stari meri pozitivistične šole avstrijskega zgodovinopisja, da je človek, ki dela na virih, ki kaže neizmerno ljubezen do svoje stroke, ki se ji z vsem srcem posveča. Moram priznati, da tukaj deliva v zgodovinopisju marsikateri skupni pogled in skupno zanimanje. V prvih obdobjih se je tudi ona posvečala dobri stari habsburški monarhiji, do katere še danes, kot sem že omenil, deliva naklonjenost. Veliko je pisala o cesarici Citi, njena monografija o naši zadnji cesarici Citi, ženi Karla I. Habsburškega, zadnjega cesarja, je bila prevedena v številne jezike, svetovne jezike, tudi japonščino, kar ni prav pogosto za slovenske avtorje. Napisala je eno imenitno monografijo o manj znani mirovni poslanici Karlovi v tako imenovani aferi Sixtus. Podrobnosti ne bova šla, boste morali sami prebrati, dela so dosegljiva, žal zaenkrat večinoma samo v tujih jezikih, slovenščini tega še nimamo. Se je pa potem v svojih zrelih raziskovalnih letih posvečala predvsem dvema tematikama. Ena je druga svetovna vojna, državljanska vojna, kolaboracija, okupacija, protikomunistični odpor na Slovenskem. In druga tematika je raziskovanje katoliške cerkve, odnose do katoliške cerkve, preganjanje katoliške cerkve, na to tematiko številne članke, knjige, monografije, pa tudi razstave. Ena najbolj znanih je Preganjanje vere in cerkve, ki je obkrožila domala celo Slovenijo, pa tudi širše je šla v zamejstvo, tudi nekaj po svetu. Tako da na tem svojem področju ima marsikaj za pokazati. Pa naj bo to za uvod dovolj. Moje vprašanje, Tamara, je naslednje. Izkusila in videla si kar nekaj sveta, študirala po imenitnih tujih šolah, srednjih šolah, koledžih, pa v univerzah. Živela si v Nemčiji, v Düsseldorfu, moža imaš z Tirolske, skratka, tvoj kozmopolitizem je viden na vsakem koraku. Tudi, mislim, da prvo veliko mednarodno priznanje so ti Nemci dali za tvojo knjigo, Avstrijci, ja, za Zerrissene Volk, za knjigo, ki je potem išla tudi v slovenščini, tudi v mladinski knjigi, ampak Razdeljeni narod, doživela ponatise, uspeh. Več zanima, kljub temu tvojemu kozmopolitizmu in življenju na Dunaju, vpetosti v te srednjeevropske, predvsem nemško zgodovinopisje, se vedno znova vračaš v svojo domačo državo, domovino, jo tako tudi percepiraš, se tukaj lahko sva direktno postavljaš na tnalo, včasih tudi na sramotilni oder. Tega ti ni bilo treba, ali pač? Treba mi ravno ni bilo, ampak se mi zdi nujno potrebno, potem, ko je se Slovenija osamosvojila, da malo pomagamo pri tem. Nismo bili do zdaj zelo uspešni, to moramo reči, da ne, ampak da prispevamo k temu, da se stvari malo spremenijo. Mogoče se je v zgodovinopisju vendarle že marsikaj premaknilo, prav tukaj študijski center. Jaz sem spremljala to od vsega začetka, ko je še bil del odseka za popravo krivic. Tukaj smo izdali celo vrsto monografij in prispevkov, ki vsekakor
popravljajo tisto režimsko zgodovinopisje in to delamo še naprej seveda in upam, da lepega dne bodo tudi v zgodovinopisju vse posod najprej veljala dejstva. Ne. Te se sicer pol lahko drugače interpretirajo, ampak dejstva je tista podlaga, na kateri lahko sploh pišemo resno zgodovinopisje. Si rekel na Dunaj. Dunaj je pravzaprav tudi naše mesto. Dunaj je bila metropola Avstro-Ogrske in veliko Slovencev tudi živi na Dunaju. Torej, Dunaj tudi nam pripada. Si rekel, da sva mi dva zelo pozitivno usmerjena proti prejšnji nalogi, res je, ne? In vedno tudi takrat, ko še ni bilo tako zelo mogoče nam, naši družini, potovati vsak trenutek v Slovenijo, ker so očeta preganjali, sem vedno imela občutek, če sem se peljala proti Dunaju, da prihajam domov. V svojih prvih raziskovalnih korakih, kot je bilo uvodoma že rečeno, si vendarle nakazovala zanimanje za že omenjeno raziskovanje habsburške ali zgodovine habsburške monarhije, zlasti v teh svojih poznih letih obstoja monarhije. Poznala si se tudi osebno z nekaterimi člani cesarske rodbine. Bi mogoče res nam razložila na kratko, odkot to tvoje zanimanje, poznanstvo z njimi, zanimanje in tudi številne objavljeni, kot smo omenili, monografije in članki na te manj poznane detajle iz zgodovine Avstro-Ogrske v zadnjih letih obstoja. Torej, začela se s tem, da sem študirala pri profesorju Richardu Plaški, ki je doma iz Moravske in takrat je ta tako imenovani kolokvij, dizertantni kolokvij, so sestavljali skoraj sami bodoči zgodovinarji, če lahko tako rečem, ki so se ukvarjali z koncem Avstro-Ogrske monarhije. Jaz sem se, predpogoj je bil pri tem študiju sploh, da znajo en jezik tega prostora, aktivno in en pasivno, pa angleščina, francoščina. In mi smo se ukvarjali torej res z viri. In potem v poznejših letih, ko je Cita bila ko je skoraj 90 let postala, so pripravljali v Münchnu, smo bili takrat v časniku, v katerem je moj mož delal, nekaj o obletnici, njeni obletnici, in sem jaz takrat napisala en daljši prispevek, iz katere je pa sem videla, da je pravzaprav ni prave biografije, oziroma je malo bilo, nisem bila zadovoljna s tem, kar je bilo, in z tega je nastala biografija. Smo pa poznali zelo dobro Otona Habsburškega, torej sina Citinega. Skozi njega sem tudi dobila potem seveda tudi dostop do nje, ki je živela takrat v Švici, v Cicersu, in tudi do nekaterih drugih bratov in sester od Otona Habsburškega. Kar nekaj je prišlo tudi k nam domov, tako da sem imela edinstveno priložnost, da sem prišla tudi do arhiva, ki je bil takrat še v Švici. Na podlagi tega sta nastali dve monografiji. Da skoristimo še malo, pa to bo morda zadnje vprašanje iz tega obdobja. Jaz se spominjam, na koncu srednje šole, marca 1989, je umrla naša zadnja cesarica Cita. Si jo osebno poznala. Daj nam v 2-3 besedah razložiti, kakšna oseba je bila to? Osebno izredno skromna. Po smrti cesarja Karla je morala
svoje otroke, 8 na število, pravzaprav vzgojiti in preživeti. Avstrija jim je vzela takrat vse in je bila tudi odvisna od pomoči predvsem raznih plemiških družin. Iz te veje habsburške družine ni nobenih takih škandalov, ki smo jih drugač bili deležni, smo poslušali iz drugih družin. Vera je bila pravzaprav tista temeljna osnova vzgoje. Družina je bila izredno verna. In pa torej odgovornost do tega, kar ta družina predstavlja. Oton Habsburški je bil zelo delaven, že zjutraj je tudi vstajal zelo zgodaj, ne ravno tako hitro kot Franc Jožef, ampak tudi zelo zgodaj. In v teku 3 dneh si dobil odgovor od njega, če si napisal. In je že vse, kar je bilo pač tako čez jutro pravo. Naredil je maturo v avstrijska komisija, pa madžarska komisija so prišle v tujino k njim in je tam opravil pač izpit in študiral pa je v Löwen. So takrat poli stanovali, najprej so bili v Španiji, pa so pa stanovali še enokrat celne. Zadeva zdaj po časovni premici 30 let kasneje. Pa greva sredi državljanske vojne, okupacije, protirevolucije, kolaboracije, drugo svetovno vojno. Leta 1996 si skupaj z dr. Dolinarjem izdala zanimivo knjigo, monografijo, neke vrste pravno-zgodovinsko analizo vloge škofa Rožmana med drugo svetovno vojno na Slovenskem. Odskot, to je bolj retorično vprašanje, odskot to tvoje zanimanje za škofa Rožmana, cerkev med drugo svetovno vojno na Slovenskem, oziroma kaj bi osebno izpostavila danes, po več kot 20 letih, ko je knjiga išla, v odnosu do tematike, ki ste jo takrat obravnavali? Torej, jaz sem prišla v Slovenijo z namenom, da napišem, da začnem raziskovati državljansko vojno. In čisto slučajno, takrat smo sedeli v Beethovnovi, v prvem nadstropju, nobenih seznamov, virov ni bilo, pa je, seveda so bili, ampak nismo dobili. In bila je ena taka ovalna miza in vsak od raziskovalcev je nekaj gledal, kar je vedel, da je tam, to je naročil. In smo si pol zapisovali to, kar so drugi gledali. Med drugim to je zelo profesionalno, ne? In med drugim sem videla tudi, da je Rožmanov proces. In sem ga takrat začela gledati. Potem pa me je gospod Drobnič prosil, ker je slišal, da se s tem začenjam ukvarjati, da napišem ekspertizo za obnove procesa. In takrat sem rekla, da ja, pod pogojem, da še nekoga vprašajo. To je bil najprej Boris Mlakar, ampak pa ni dobil dovoljenja za to raziskavo in potem pa sem jaz predlagala Franceta Dolinarja. In delala sva popolnoma samostojno, vsak zase in sva prišla do zelo podobnih rezultatov. In z tega je potem, nismo izdali samo Rožmanov proces, ampak smo potem tudi celotno dokumentacijo procesov, moram reči, izdali v knjigi Med sodbo sodišča in sodbo vesti, tako da se lahko vsak prepriča, da je to bil montiran proces. Ampak vendar, knjiga je šla več kot 20 let nazaj. Kaj v tem času
je novega, oziroma bom drugače postavil vprašanje, kako se je tvoj odnos do škofa Rožmana in obdobja revolucije in kar je bilo še zraven v tem času spremenil, oziroma se je sploh spremenil? Se je spremenil, ker nisem vedela veliko o njem prej. Moja družina prihaja z Maribora, ne? In sem vedela več o mariborski situaciji, kot pa o ljubljanski, ne? Se mi zdi včasih, da to še vedno velja, da so to tudi pri nas še vedno težave, da ker je bila dežela tako razkosana med drugo svetovno vojno, se mi zdi, da včasih manjka razumevanje na Štajerskem za to, kar se je dogajalo v Sloveniji, kar se je dogajalo v ljubljanski pokrajini. In tako da sem pravzaprav veliko novega izvedela skozi dokumente, ne? In me zelo veseli, da nam je uspelo končno, kljub velikim težavam, da je ta montirani proces bil razveljavljen, ne? Proces je bil tako sestavljen iz več ljudi, ki so bili obremenjeni in neobremenjeni. Ne? Na eni strani je bil Rösener, ki je ga seveda obsodili na vsakem mednarodnem sodišču za to, kar je delal. Na drugi strani pa je bil Miha Krek, ki je bil minister v jugoslovanski vladi in je bil v tujini ves čas, ne? In seveda škof Rožman, ki je reševal ljudi od vsega začetka. Včasih so bili pred njegovo pisarno na dan po 50 prosilcev za pomoč in je resnično se potrudil, da je skoraj vsakemu poskušal pomagati. Uspel seveda ni, ker so pač okupatorji kmalu pogruntali, da pač prosil za vsakega, tudi za komuniste, ne? Ampak obseg tega, koliko ljudem je hotel pomagati, to me je zelo presenetilo, ne? Ti si tudi našel potem, kar sem že jaz navedla, sicer, da je pomagal tudi ljudom, ampak ti si našel potem v arhivu v Rimu tudi še dokumente potrditev tega. V tej smeri. Zdaj, če da se pustiva to visoko cerkveno raven, spoštovanim poslušalkam in poslušalcem, ne bo nič novega, če povemo, da si tudi pogosto gost pri, ali bolje rečeno bila v vrhu Slovenske cerkve, da so te včasih bolj kot danes povprašali za mnenje, kar je hvalevredno. Ne vem retorično, zakaj danes tega ne počnejo več, ampak pustiva zdaj ta vidik, pa peva na vsakdanje cerkveno življenje. Bila si ena prvih, ki je orala ledino v raziskovanju preganjanja cerkve, tako med vojno, vključno s Kočevskim procesom, poboji, kot tudi povojnimi zadevami, zapori, obsodbeni na smrt. Rezultat tega je že omenjena razstava Preganjanje vere in cerkve. Ampak, ko človek prebira tvoje impresivno delo, je nekoliko presenečen, oziroma pozitivno, kako si vsem slovenskim pokrajinam, od Prekmurja do Primorske, celo zamejstva, namenila pozornost in strogo v tem podatkovnem smislu, v mukotrpnem zbiranju podatkov, pričevanj arhivskih dokumentov, ustvarjala velike zgodbe malih ljudi. Namreč popisala si tako umore kot zapore in tukaj je opravljeno impresivno delo. Tamara, kaj se ti je zdelo pomembno, da se osvetli ta del preganjanja cerkve, konec koncev po drugi svetovni vojni, zadnje organizacije civilne družbe, ki je stala delujočemu režimu naproti? Ja, cerkev je bila pravzaprav edino zatočišče tistih, ki so nasprotovali režimu. To bi rekla skoraj do konca komunističnega režima. In ker je bila cerkev tako zelo zasidrana v ljudeh, ker so Slovenci v veliki večini katoličani, seveda, in ker je nobena organizacija ni bila tako preganjana kot prav cerkev, se mi je to zdelo izredno pomembno.
kmetje so bili tudi preganjani, ampak tudi kmetje so del te cerkvene zgodbe, če smem tako reči. Kmetje so tudi zelo verni, ne. Zapravi, da je, kot piše že v dokumentih, novembra leta 1945 je cerkev sovražnik številka 1. Ne. In ljudje so bili pravzaprav do konca zelo povezani. Zdaj, ne bo nič narobe, če midva danes iz tega mesta napoveva še nekaj v bližnji prihodnosti. Namreč, ko si izdala tvojo knjigo Boj proti veri in cerkvi, se nekako bolj ali manj zaključi z letom 1961. Takrat je bil namreč sprejet zakon o verski svobodi v nekdanji propadli državi. Zdaj lahko napoveva v bližnji prihodnosti nadaljevanje, torej od 61 do kdaj? Pravzaprav jaz že delam na tem, ampak ker je zdaj v znanstveni sferi v Sloveniji veliko bolj važno, da imaš nešteto člankov, kot pa da delaš 10 let na monografiji. To enostavno se po točkah ne splača, ne? Ne bom se tega komentirala. Je to delo nekako malo zastalo, ampak sem se odločila, da predno bom to nadaljevala, da bom napisala eno knjigo. Sem že objavila prispevek o civilno-metodijskem društvu, pa mislim, da bom tole zdaj malo razširila v monografijo, tukaj imam veliko. Potem pa bom nadaljevala do leta 90, ja. Ampak seveda je tisto obdobje do leta 61 najbolj divje. Takrat je bilo največ procesov, montiranih seveda. Potem se stvari malo spreminjajo, več je upravnih kazni in pa tudi ne vrste samocenzura je. Ljudje že vedo, kaj jih lahko čaka, ne? In se potem temu primerno malo drugače obnašajo. Je pa še danes občutiti strah. Ne? Zdaj bo šla počasi proti koncu, ker nas čakajo na še druge aktivnosti, ampak kljub vsemu. Vmes se nam je pridružil tudi dr. Darko Friš, predstojnik oziroma alfa in omega študija zgodovine na Filozofski fakulteti v Mariboru, kjer že vrsto let predavaš kot docentka. Prej si sodelovala tudi s fakulteto za upravne družbene študije v Novi Gorici, kjer si predavala novejšo zgodovino. Pa me zanima, kaj te, bom kar domače rekel, pri tvojih letih žene, da še vedno ustrajaš v pedagoškem procesu, da z nekim, recimo temu pedagoškim erosom še vedno pristopaš do poučevanja mladih, prenašanja znanja, ti da je veliko. Kaj te žene, da vedno znova se usedeš v avto, se odpelješ do Maribora, do Gorice, kamorkoli ti ljudje povabijo, tudi sicer rada se odzoveš vabilom? Oziroma bom drugače zastavil vprašanje, kako se ti zdi pomembno, da prenašamo znanje na mlajše rodove? To je seveda zelo pomembno. Jaz sem malo zaprepaščena nad neznanjem novejše zgodovine tukaj v Sloveniji. Sicer to ni samo slovenski problem, to slišim od kolegov na Dunaju tudi, da ne morejo več postavljati istih kriterijev, kot so bili včasih. Ampak vseeno, pri nas je tu še ena politična komponenta. Enostavno se o teh zadevah, teh kršitvah človekovih pravic med in po vojni ne rado govori in potem vedno čisto slučajno zmanjka časa za to. No? In otroci pridejo na univerzo in nimajo pojma. In posebno pa ta primerjava vseh totalitarnih režimov in skupnih korenin seveda tudi marsikoga moti. Jaz začnem vedno predavanje s to primerjavo. Včasih, ko se tako pogovarjava, ker sva tudi skupaj sodelovala že v pedagoškem procesu, si mi izmeri postregla s kakšno anekdoto. A bi danes tudi z nami tukaj delila s kakšno tvojo anekdotično dogodivščino iz časa poučevanja na različnih slovenskih fakultetah?
Ti pade kakšna na pamet, ali to moram spomniti? Ja, torej, ker zdaj ravno govoriš o tem, da sva na Goriškem sodelovala, je zanimivo, da če na Goriškem imajo probleme z pokrajinami, ne? Če grejo čez Vršič, pridejo na Koroško, ne? Vedno znova sem ugotovila, da Gorenjska enostavno ni. Ampak take stvari se pač dogajajo. Ja. Ko omenjaš mlade, torej študente, kaj se ti zdi? Pri tebi je čutiti to pripadnost stroki čez vse. Torej, si Tamara Griser Pečar, si človek, si državljanka, ampak si tudi zgodovinarka z dušo in srcem, torej živiš kot zgodovinarka. Se ti zdi pri mladih, s katerimi delamo, to zaupanje oziroma to predanost stroki na istem nivoju, oziroma kako bi te različne pozicije včasih danes starejša, mlajša generacija lahko usporejali? To je zelo individualno. Ne? To mislim, da ni mogoče zdaj reči po generacijah. Mi smo imeli pri profesorju Plaški zelo dobro šolo. Se pravi, da smo zgodovinarji da moramo biti zvesti dejstvom. Ne glede na to, ali ta dejstva nam ravno ugajajo ali ne. Ne more biti tisto vodilno naše politično prepričanje ali pa mnenje, ampak najprej govorijo dejstva in potem se lahko šele ta dejstva interpretira. In to se mi zdi absolutno nujno in če govorimo o dobrem zgodovinopisju, potem mora to biti osnovno načelo. Čisto za konec še eno osebno vprašanje. Mislim, da si bila stara 14 let, ko si zapustila domovino, ne? 15, ok. Živela si, kot smo rekli, že v Ameriki, v Franciji, v Avstriji, poročila Tirolca, živela sta potem v Nemčiji. Vedno me je pa ena stvar zanimala pri tebi. Da, kako uspeš ohranjati lepo in čisto slovenščino. Tako da te bom malo kritiziral in ti rečem, vsake toliko ti teče kakšen nemški naglas ali pa recimo kakšna sintaksa je, ne, recimo bolj germanska, to je taka prijateljska, recimo temu kritika. Ampak človek si dopisuje, s tabo je presenečen, kako vedno rabiš izborno slovenščino, kljub temu, da si živela toliko let v tujini, suvereno pišeš v nemščini, v angleščini, razumeš francosko, italijansko, pa verjetno še kakšen jezik zraven. Zdaj pa res me zanima, kako uspeš to ohranjati, to suvereno izražanje v jeziku, konec koncev, v katerem si se najmanj šolala na zgodovinskem področju. Ja, moram reči, da ko sem začela spet hoditi sem, je bilo malo težje, kljub vsemu. Ja, ker že 30 let nisem živela v slovenskem prostoru, ne, ampak doma smo govorili seveda starši slovensko, ne. Imeli smo ogromno knjig in smo se dopisovali v slovenščini, seveda z družino. Poslušala sem, če je bilo mogoče slovensko televizijo, to gledam še danes, ne. Tudi v tujini, kadar pustijo, ne. Pred kratkim sem ugotovila, ko je Jože Možina snemal Jelko Dolinar, ko so naenkrat za tujino zaprli možnost gledanja, ne? Ampak to smo v enem dnevu spet rešili in zdaj se spet to lahko gleda. Treba je, kadar se take stvari zgodijo, mislim, da je treba dvigniti glas. To se strinjam. Na koncu še čisto zadnje vprašanje tvoje odločnosti oziroma načelnosti. Pogosto se oglašaš v pismih bralcev, ko se ti zdi kaj krivično, boš do konca branila resnico oziroma svoj prav, če si pripričan, da imaš prav. Zakaj je potrebno danes in sedaj vztrajati pri tem, da branimo svoje načela, resnico, če hočeš zgodovinsko resnico?
Zakaj se je potrebno po tvoje vedno znova oglašati? Ne samo zgodovinske resnice, pravzaprav temeljne človekove pravice je treba zagovarjati. Ne? In tukaj se mi zdi zelo potrebno, mislim, da je v Sloveniji, Slovenija šele na poti do demokratične države. Ne? Mislim, da imamo še velike pomanjkljaje tukaj in zato se je po mojem še veliko bolj treba vedno oglasiti, kadar nekaj ni narobe. Zdaj drugod tudi ni, ne? Tudi, če pogledamo ravnanje s slovensko manjšino v Avstriji, ne? Ampak tam je vendar bila vedno tudi možnost se oglasiti, so bili pluralni mediji in je bila možnost vedno povedati svoje mnenje. Ne? V Sloveniji je to še vedno malo težje. Ne? Vsekakor nimamo enega dnevnika, ki bi prinašal drugačno mnenje. Ne? In tukaj je treba, po mojem mnenju, je treba apelirati na vsakega, da se oglasi, kadar se take stvari dogajajo. Draga Tamara, spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bila dr. Tamara Griser-Pečar. Marsikaj sva rekla, marsikaj nisva rekla, nič nisva rekla o tvojih 2 sinovih, o tvojih vnukih. To pustimo za kakšno drugo priložnost. Vem, da so ti neizmerno veselje. Tretji prihaja, eno, ga bomo fajn zapili, upam. Tamara nikoli ni ona tisti avstrijski ali pa nemški, je zelo, zelo velikodušna, tako na znanstvenem področju, kot na osebnem področju. Zelo velikodušna. Nič nisva rekla o tvojem tirolskem možu, ki si ga tudi malo slovensko naučila, preverjeno, osebno, vsaj razume, kar precej dobro. To ostaja za kakšno drugo področje, kakšen drugi čas, kakšen drugo okroglo mizo ali pa pogovor s tabo, se ti lepo zahvaljujem.